V humanitarnem centru območnega združenja Rdečega križa Novo mesto so odprli likovno razstavo učencev dolenjskih osnovnih šol, ki so ustvarjali na temo Rdeči križ in dobrodelnost. V likovnem natečaju je sodelovalo 16 osnovnih šol iz 8 dolenjskih občin, najboljših 6 risb pa so tudi nagradili. Zato, ker mi gre kar dobro risati in sem mislil, da mi bo uspelo. Narisal sem enega, ki daruje igrače za revne otroke. Pravzaprav gre za vzgojno gesto, opozorilo, da Rdeči križ obstaja, kaj vzgaja in kakšne krožke ima po osnovnih šolah. Torej vzgoja, dobrodelnost in poznavanje vrednot, ki jih širimo, se pravzaprav odraža tudi preko likovnih del. In zato smo že nekajkrat ožje natečaje razpisali. To pa je bil natečaj po vseh šolah, ki jih pokrivamo, se pravi v 8 dolenjskih občinah. In veseli smo, da se je v takšnem številu odzvalo toliko mladih likovnih ustvarjalcev in seveda komisija, ki je izbirala in gledala in pregledovala te slike, je bila navdušena in seveda tudi mi, ki gledamo te slike, ki jih bomo razstavljali, ki živimo z njimi, dejansko pomenijo tisto, kar otroci čutijo neposredno. Najbolj zanimivo danes je to, da mladi še kako razumejo, kaj pomeni dobrodelnost. In mladi, otroci, dijaki, študentje so pripravljeni drugim pomagati po svojih močeh. Dostikrat se je že izkazalo, da so mladi se izkazali tako pri organizaciji raznih dobrodelnih akcij, kot tudi pri tem, da so vedno pripravljeni sodelovati v dobrodelnih projektih. In ta projekt Mladi, Rdeči križ in dobrodelnost je dokaz temu, da z voljo, z odličnimi spodbudami območnega združenja Rdečega križa Novo mesto in pa ob podpori osnovnih šol, mentoric in mentorjev je možno narediti tudi kaj takega. Nepričakovano dober odziv mladih bo imel tudi dolgoročnejše posledice. To je tudi medgeneracijsko povezovanje, mentori, učitelji, starejši, starši doma pravzaprav prenašajo na otroke tudi to, da ustvarjajo na papir, da pišejo, rišejo in to je tisto pristno in pravo. Da je dobrodelnost tista, ki je neprecenljiva, da je dobrodelnost tista, ki v človeku vzbudi zadovoljstvo, ki ga ne nadomesti nobeno materialno sredstvo. In če začnemo z dobrodelnostjo pri mladih, zagotovo, ko bodo ti mladi ljudje odrasli, bodo imeli v sebi to zavest, da pomagati drugim je vrednota. In danes moramo delovati čim več na človeških vrednotah, torej pomagati pomoči potrebnim, drugemu podati roko. Veliko domišljije in ustvarjalnosti so mladi pokazali tudi pri razumevanju in interpretaciji teme. Ustvarjali so različne teme, se pravi neposredno dobrodelnost, dajanje daril oziroma oblačil, hrane, predvsem hrane. Imajo pa tudi tiste teme, ko se na posebne ciljne ranljive skupine, tiste, ki so ubogi, obnemogli, starejši ali pa poplave, nesreče, ki so v našem času pravzaprav izjemno aktualne in se z njimi vsak dan skoraj srečujejo in tudi iz medijev so seznanjeni od tega. To, da veseli nas, da so opozorjeni na to in da to misel prenesejo v sliko. Pri izbiri najboljših risb so imeli strokovno pomoč priznanega likovnega ustvarjalca. Najprej smo nameravali izdati koledar, to se pravi celoletni koledar, 12 slik izbrati, vendar smo ugotovili, da je to večji strošek, da natisnemo koledar, kot da s temi sredstvi naredimo kaj drugega dobrega oziroma damo v akcijo in zato smo se odločili, da bomo to zaradi načela motivacije posameznikov in teh mladih, ki delajo, to objavili in obesili na naše stene, ker nam poživi stene in seveda odraža in vabi mlade ustvarjalce k nam. Mladi so se ob tej razstavi spomnili, kaj je dobrodelnost in kaj je Rdeči križ. Predvsem pa Rdeči križ je tisti, ki vedno sodeluje takrat in želi pomagati vsem, ki so pomoči potrebni. Dostikrat se ob prometnih nesrečah in drugih nesrečah spomnimo na to, ko je potrebno darovati kri oziroma ko nekdo potrebuje kri, ki že rešuje življenja. In pa ob vseh tistih trenutkih od izpitov ekip prve pomoči, iskanja pogrešanih, pa tudi ob naravnih in drugih nesrečah je Rdeči križ Slovenije vedno tisti, ki priskoči na pomoč s svojimi ekipami. Odprtje razstave so z raznovrstnim sporedom popestrili učenci osnovne šole Šmarjeta. Vedi, da si le slovenske
le slovenske.